dan, lepo pozdravljeni. Z veseljem najavljam današnji pogovorni večer o Ovidiju. Verjetno veste, da prva triada, to se pravi prve 3 knjige, so šle že pri založbi Modrijan. Druga triada od 4. do 6. pa pri Slovenski matici. In mislim, da bo v glavnem po tej triadi tekel danes pogovor med odlično prevajalko, gospod Barbaro Čeh in pa dr. Marinčičem. Seveda se pa pogovarjamo in dogovarjamo tudi o prevodu 3. triade in upamo, da bo to šlo nekje 24. ali pa 25. leta tudi pri Slovenski matici. Zdaj bi vas pa jaz kar prepustila antični poeziji. Mislim, da boste bolj uživali kot v mojem nagovoru. Ja, najlepša hvala Slovenski matici, ne samo za tole prireditev, ampak za katero dala pobudo že prejšnja urednica Milena Cunda, ampak zato, ker je založba ta projekt prevzela. Prva knjiga, sem jo pa nesel tukaj pokazati, je šla še pri Modrijanu, potem je pa prišla matica na pomoč in kot slišimo, lahko kmalu pričakujemo tudi že naslednjo triado. Ja, prej sem obljubil, da bom še naprej upravljal to vlogo, ki je po mojem splošno korist vseh, še najbolj pa bralcev. Tako da, zelo sem pa počaščen, da smem biti tukaj zraven. Jaz sem, moram to priznati, v tej priložnosti se odločil že kar precej časa prevesti Ovidijeve Amores iz rahlega predsodka proti Ovidiju, ki ga imamo vsi, to je svoje pravilo klasični filologi, ki nad vsem drugim obožujemo Vergilija. To obstaja. Jaz imam dobre kolege in prijatelje, ki se ukvarjajo z Vergilijem in Ovidija ne more prenesti. Ga v bistvu sovražijo. Tako, čisto organsko. To je neka taka življenjska dilema, ampak jaz imam to srečo, da nisem tako zelo zbirčen. Zakaj pravim, da sem iz rahlega predsodka vzel ravno Amores? Zato, ker sem hotel ta predsodek premagati s tistim delom, v katerem je Ovidij sigurno najbolj frivolen. To je bil pravzaprav moj motiv. Amores so ena velika humoreska. Medtem ko Metamorfoze so pa seveda popolnoma druga zgodba. Quintilian sicer pravi Lascivus Ovidius in herois quoque, da je Ovidij ne more te svoje frivolnosti opustiti niti v herojski pesnici in s tem v mislih Metamorfoze. Ampak Quintilianu moramo oprostiti, on je bil le profesor retorike. Mene pa zanima, preden mogoče potem nadaljujem, kako pa ti na to gledaš, kje je na tvoji knjižni polici Ovidij? Vemo, da je na vrhu, ne? Ampak... Jaz predvsem bom rekla, da sem se lotila Ovidija prevajati iz čisto drugih nagibov, ne zato, da bi premagala kakšne predsodke. In seveda je pa tudi Vergilij zelo blizu moje mize, tako da ga večkrat vzamem v roke. Metamorfoze so seveda nekaj posebnega. Jaz sem začela ravno tako s neko frivolno pesnitvijo Umetnost ljubezni, ker se mi je zdelo, da bo ta za en tak začetek, da bo ta pesnitev primerna. No, in potem, ko se mi je zdelo, da je stvar stekla,
sem dolgo časa razmišljala, 15 knjig Metamorfoz, čez 12.000 verzov, a bom to zmogla. In nekako sem se odločila, da bom poskusila. Ne vem, lahko da bo moj prevod ostal torzo, ampak na oddelku za klasično filologijo je toliko odličnih prevajalcev, no tudi izven oddelka, diplomanti tega oddelka in pa tudi mlada generacija študentov, ki se že loteva prevajanja in so nekateri imenitni, nadarjeni mladi ljudje, tako da nič me ne skrbi, da bi Metamorfoze ne ostale neprevedene. Ja. Jaz se spomnim, kako silovito so se enkrat smejali naši študenti latinščine, ko sem jim naročal, da ne smejo biti zbirčni, da morajo imeti radi oba Ovidija in Vergilija, samo jaz sem jih hotel navdušiti za tistega drugega. Ponovadi je pa Ovidij prva izbira. Na mojo veliko žalost, tako je. In spomnim se tudi, ko so enkrat pokojnega profesora latinščine in grščine Silva Koprivo na radiju spraševali, kateri je pa njegov najljubši latinski pesnik. Ja, je kar izstrelil, Ovidij, ampak potem je rekel, ja, pa seveda Vergilij. Ja, Horacij so tudi Perci, no, ampak tudi Juvenal in Perzi. In naštel vse. Tako. No, zdaj, tukaj dobivamo po 3 knjige. Prevod ne nastaja hitro, ampak to ni kritika, zato ker hiteti pri teh stvareh ni dobro. Tukaj je noter veliko tistega, kar imenuje Horacij limae labor et mora, to je pa napor, čisto dobesedno bom prevedel, napor in zamuda pile. Napor in zamuda pile tega napora in te zamude tukaj ogromno noter. In to se pozna. To je perfekten prevod. In še posebej zato, ker obstaja izbor najbolj znanih zgodb v prevodu letošnjega Prešernovega nagrajenca Kajetana Gantarja in po mojem osebnem mnenju to je najboljših prevodov sploh. Tako da v tem smislu je to tudi velik izziv pri tem, da ne gre za tekmo, gre za to, da bomo dobili seveda Ovidijeve Metamorfoze v celoti. Menite treba, da en prevod že obstaja. Nekaj knjig smo objavili v reviji Kerija. To je delo pesnika, goričkega pesnika Joža Lovrenčiča, ki ima posebej tragično usodo, ena bolj nesrečnih žrtev tistega tedanjega režima, skoraj taka malo po pomoti, kar je še najbolj tragično tukaj, ker se nikoli ni ukvarjal z nobeno politiko. On je prevedel posrečeno celotne Metamorfoze, ker potem, ko je prišel na milost in službo izgubil, mislil, da se bo lahko s tem preživljal, potem pa ni prišel niti do objave. Tisti prevod je soliden, dobro berljiv, tako zelo pripovedno učinkuje, se vidi, da je delo pisatelja. Ampak v tistemu prevodu se poznajo leta, danes jasno, razumljivo. In celo, če se mu ne bi poznala, je treba takega avtorja, kot je Ovidij, po mojem, imeti vsaj v 2 prevodih. Tudi v tako nepomembnem jeziku, kot je slovenščina. Ali pa ravno v tako nepomembnem jeziku, kot je slovenščina, ampak to sem mislil prihraniti za konec, da bi na to splošno temo, kaj pomeni prevajanje, kaj je rekla čist na koncu. No, imamo pa en tak monumentalni izgovor z tole izdajanjem Ovidija po porcijah. V antiki se je taka velika dela zelo pogosto objavljalo celo samo po eno knjigo, ne vem, če Ovidij z Metamorfozami, tudi to počel, ampak z nekaterimi deli je, s temi elegijami iz izgnanstva, nedvomno je, pa še kje druge tudi, mislim, da Ars Notoria tudi preverljivo, izhajala po delih. No, tako da
se naši slovenski bralci ne bodo mogli pritožiti, ker dobivajo vendarle nekoliko večje porcije po 3. Kar je tudi neka notranja strukturna logika te pesnitve. Večina sicer prisega na pentade, ker je to podobno kot pri rimskih zgodovinarjih, ampak nobena ta delitev se popolnoma prepričljivo ne obnese. Ta po triadah ne, kajti Ovidijev namen je ustvariti continuum perpetuum carmen, nekaj, kar teče od začetka do konca, brez konca. Ne. To je njegov eksplicitno izražen namen. Mogoče res tako zelo, pa ne bi rad tukaj zdaj zapadel šlo predavanje, ker namen tega večera ni to, ampak vseeno, v čem so Ovidijeve metamorfoze tako drugačne od vseh antičnih epov. Ali pa mogoče tudi še tako, bom rekel, obstaja eno zelo majhno število del v svetovni literaturi, ki so hotela povedati vse o vsem, vse o svetu in vse o človeku, ali pa vse o človeku. Vidimo oboje, vse o kozmosu, vse o človeških mikrokozmosih, psiholoških. Malo je takih, ki so hoteli dejansko povedati vse, mogoče seveda poleg Ovidija Dante, mogoče potem Balzac s človeško komedijo, mogoče potem Proust, mogoče, ne vem, Paul Claudel z dramo Satine Sničevče, ki ima tudi to ambicijo, ampak ta spisek ni zelo dolg. In Ovidij prvi ustvari tako delo. Vergilijeva je Eneida seveda ima univerzalistične pretenzije, ampak ne na tak absolutni način. Govori vendarle o eni sami zgodbi, ki pa jo, potem se pa že približuje Vergilij tej Ovidijevi ideji, ki pa jo pripoveduje izhajajoč iz sedanjosti. Se pravi, če Homer celoti nostalgično zazrt herojsko preteklost, potem Vergilij vendarle v svoji sedanjosti, v Avgustovem imperiju, katerega sopotnik in slavilec je bil, sprav temu Avgustovemu imperiju išče prav vzroke v neki mitološki preteklosti. Se pravi, to ni nostalgično oziranje v preteklost, ampak iskanje vzrokov. In vidi tukaj naprav še en ogromen korak naprej, ker se odloči poiskati v zlasti grški mitologiji, rimska, tukaj manjšo vlogo, količinsko, neko enciklopedijo prav vzrokov sveta, kakršen je. In sicer tako fizičnega sveta, živega, neživega, ampak zlasti pa tega človeškega sveta, ker po manj so metamorfoze, čeprav dajejo vtis neke univerzalne enciklopedije. So napovedane v uvodu kot pesnitev, ki bo šla od začetkov sveta do mojega časa. Čeprav ustvarja to iluzijo neke svetovne, neke univerzalne zgodovine, je to v resnici panoramičen, kaledoskopski pogled od zgoraj na nek svet v gibanju. Nek svet, ki je pa sinhron, ki je ta tukajšnji svet v resnici, ne mitološka preteklost. In ta kronologija je v bistvu samo okvir. Grška mitologija ni mogoče spraviti v kronološki red, s tem so se mučili že grški in rimski mitografi brez prevelikih uspehov. Če kje na vsakem koraku kronološka napaka, je pa to ravno v
mitologiji in Ovidiu za to sploh ne gre. On to ignorira in tisti vtis nekega panoramičnega pogleda, ja, na ta svet, ki je spodaj, na katerega gledamo iz teh pravzaprav pesnikovih olimpijskih višav, ta svet se potem dejansko v vsakem koraku obrača navznoter v človekovo psiho. Jaz mislim, da Metamorfoze vendarle, da to genialna pripovedna pesnitev v vseh pogledih, so v prvi vrsti po manj to. In v tem je mogoče videti neko največjo vrednost. To je enciklopedija človeške psihe. Na prvem mestu po manj. In šele potem pride vse ostalo. Tilen očitno tega ni bil sposoben videti. Zdaj pa Mava, tukaj smo se skupaj odločila, smo se prejšnji dni pogovarjala, čeprav nimava scenarija, ker bi rada, da bi bil to en takle dost spontan pogovor, v katerem pomela seveda glavno besedo Barbara in zato bo že takoj čas, da neham. Odločila sva se, da sva omenila 2 zgodbi. Pa bo potem Barbara prebrala malo daljše odlomke, oziroma na primeru skoraj celoto. Tu pa sta Hermafrodit in Arachna. 2 zelo različni zgodbi, pa zelo značilni vsaka po svoje. Hermafrodit v resnici je neko tako obrobje tega človeškega kozmosa, v katerem pa Ovidij ni hotel pustiti ničesar nepopisanega. To je popoln register. Ta register hoče biti popoln. Hoče pregledati vse, tudi tak pojav, kot je Hermafrodit. Če treba vedeti, da so Rimljani v Hermafroditu seveda videli nek izrodek narave, tudi v raznih čudežnih dogajanjih, ob raznih kritičnih dogodkih, ko se pojavljajo razne preroške prikazni, je Hermafrodit tisti najbolj značilni, najbolj odvratni monstrum. In seveda so se v antiki zavedali estetske privlačnosti Hermafrodita kot ikonografskega motiva. Imamo tisto znamenito marmorno skulpturo, ki je Bernini dodal ležišče, oblazinjeno ležišče, kjer je čar v tem, da ti prideš do te skulpture od zadaj, pa misliš, da je to čudovito dekle, potem, ko ga obkrožiš, ti postane jasno šele, zakaj, s čim imaš pravka. Mogoče bo Barbara prebrala tole zgodbo. Druga, ki so jo zbrala, je Arachna, o tem malo pozneje. Arachna je seveda podoba ustvarjalca, pesnika, ki ga doleti okrutna kazen od bogov. Mogoče, to kot vprašanje, ki ga pa prihajamo potem za konec. Najprej bomo slišali odlomek, pa je mogoče potem se vprašali, mi se včasih, ko beremo študenti Ovidija, ko malo namenoma otročje sprašujemo, ali je to srečen konec, ali je to žalosten konec. In zabavno je to, svoje je tudi zanimivo, čeprav na prvo vlogo, ker ni lahko odgovoriti. Kaj je to? A ne bo Dafna vesela, da je postala Apolonovo sveto drevo, kar je nekaj krasnega, ampak samo zato, da je temu nasilniku zbežala. Je to srečen konc, je to tragičen konc, ali oboje. Tako se mogoče pri vsaki zgodbi spraševati, pravzaprav tudi pri tej.
Pravzaprav pri tej pa smo potem na koncu vprašali, če ni preveč potrošnje. Ne bom prebrala čisto vsega, ampak dobršen del. Dečka, otroka božanske Kiteride z bogom Merkurjem, nimfe najade vzredile so v gorskih votlinah na Idi. Videz njegov je bil tak, da bilo je lahko prepoznati v njem in očeta in mater, imeni iz njunih izvira. Torej Hermafrodit, oče Hermes, mati Afrodita. Potem se odpravi na pot in nadaljujem. V likijska mesta prispel je celo in še v Kare sosednje. Tam pa zazre se v ribnik z bleščečo vodo in prozorno čisto do dna. Se v njem ne poganja trsje močvirno, niti ne prazni rogos in ne ostro prišiljeni loček. Voda je bistra kot solza, le breg tik ob robu obrašča rušnata žilica, z njo pa še zimzelen večno brsteči. Nimfa tu biva, a nima ne lovskih veščin, ne izkušenj, da bi napenjala lok ali spuščala v dirse med lovom. Izmed najad nje edine poznala ni urna Diana. Sestre, kot širi se glas, so pogosto Salmakidi, tako je bilo nimfi ime, rekle: primi za kopje, če ne, pa zapisani tul za puščice, sredi brezdelja lenobnega lov utrudljiv si privošči. Ona pa niti zapisani tul, ne za kopje ne prime, niti ji marni za lov utrudljivi, kar sredi brezdelja, ampak le v svojem studencu namaka si ude brezhibne. Rada si češe lase z glavnikom lesenim skitora, v vodi pa zrev v svoj odsev, da presodi, kaj vse ji pristaja. V haljo prosojno telo si ovije, nato pa se zlekne v mehko travinje na tleh ali v listje na mehko preprogo. Cvetje pogosto nabira. Prav to je takrat spet počela, kar opazila je fanta in v hipu hotela ga zase. Ni pa stopila še k njemu, čeprav jo je gnala privlačnost, dokler se ni opomogla, ošinila svoje tančice, dokler ni zbranih potez zablestela v prelestni lepoti. Brž je takole začela. Nadvse si zaslužiš, mladenič, da te časte kot Boga. Če si Bog, bi lahko bil Kupido. Če pa si smrtnik, lahko sta res blažena tvoja rodnika. Srečo ima še tvoj brat, tudi sestra je srečnica prava, če jo imaš. Pa do Ilja, ki pil si ji nekdaj pri prstih. Daleč med vsemi in daleč srečnejša od vseh pa je ona, tvoja izbranka, če kakšno imaš, da popelješ jo k svadbi. Že si izbral jo, potem mi nakloni vsaj skriven užitek. Nisi izbral še? Naj jaz bom nevesta in združim se s tabo. S tem je najada obmolknila. Dečku zardela so lica, saj še ni vajen ljubezni. Še lepši je lic razžarjenih. Sadje tako se obarva, ko v soncu visi na drevesu, rdi slonovina tako, ali luna zardi pod bledico, kadar zaman jih donijo v pomoč tolkala iz brona. Nimfi, ki neustavljivo poljube, vsaj sestrske, terja, roke steguje mu že krog vratu, ki je kot slonovinast, reče: dovolj, naj odidem od tod in pobegnem pred tabo. Zbala se zdaj je Salmakida, saj ti prepuščam ta prostor, tujec, je rekla, in že se na videz drugam umaknila, vendar je zrla nazaj in se v gozdu kleče pritajila sredi grmičja košatega k tlom. Medtem pa sprehaja on se, misleč, da nihče ga ne gleda, prek trate samotne, sem in spet tja, in nato v razigrano vodovje pomoči najprej le konec stopal, zatem pa še pete do gležnjev. Kar brez odlašanja, saj ga premami ta voda prijetna, lahno obleko odvrže, ki nežno telo mu prekriva. Fant je bil res zapeljiv in Salmakido slaje razumela zdaj ob njegovi goloti. Oči že plantijo in nimfi
prav kakor Fojbu sijajnemu, kadar njegova podoba, obla povsem neskaljena, žareče odseva v zrcalu. Komaj še čaka na trnih in komaj odlaša z užitkom, vsako prni, da ga stisne v objem, ko jo strast že preplavlja. On pa le oboči dlani in se tleskne živo po telesu, plane v valove in žene menjaje naprej se z rokama. Skozi bistrino vodovja proseva kot kip slonovinast ali kot lilija bela, zastrtale s steklom prozornim. Zmaga je moja in moj je, vzklikne najada, odvrže vsa oblačila razsebe, požene se v sredo vodovja. Zgrabi ga, on jo odriva, ko krade poljubem z ustnic. Roke spodvije mu, prsti njegovih se s silo dotika. Fanta oblega zdaj z te, zdaj z one strani brez prestanka. Končno, čeprav se bori in se hoče iz trudom izviti, ona tesno ga ovije kot kača, ki orel vladarski zgrabijo stal in vzleti z njo. Še v zraku mu glavo in tace čvrsto uklepa in rep krog razširjenih kril mu omota. Večkrat tako se bršljan oplete prek debel mogočnih ali hobotnica, kadar svoj plen v globočinah zasači, steza tako od povsod van lovke, da z njimi ga uklene. Vztrajno se vnuk Atlantov bori in želene užitke nimfi odreka, a ona, tesno že k njemu prižeta, s celim telesom na njemu visi. Kar bojuj se, je rekla, podlež, ne boš se izmuznil. Tako ukažite bogovi, naj niti dan ga od mene ne loči, ne mene od njega. Željo bogovi uslišijo, saj prepleteni telesi že se spojita in skupaj dobita enotno podobo. Kakor če kdo bi vsadil cepič pod skorjo drevesno, gledal, kako se zraščata veji, se hkrati krepita, prav tako zdaj, ko so udi sprijeli se v čvrstem objemu, nista več dva, niti v dvojni podobi, ne fant in ne ženska. Nič od obojega nista na vides, le v enem oboje. Hermafrodit je spoznal, da so bistre vode, kamor skočil prej kot mož, pol moškega zdaj naredile iz njega, udov povsem ošibelih. Le roke razširi in reče, ne pa več z glasom možatim. Obavaju oče in mati, prosim, da sinu, ki nekdaj po sebi ime sta mu dala, z darom ustrežeta. Kdor se v izvir bo potopil kot moški, naj oslabi, v pol moškega, brško valov se dotakne. Starša oba so ganile besede dvospolnega sina, s čarno okužbo, zato zastrupila sta bistri studenec. Kaj ne rečemo o tem zaključku? To je tisto, kar je očitno. Ena metamorfoza ni bila dovolj. Nastal je hermafrodit, potem moral nastati še ta studenec, ker ta hermafrodit je sicer prvi, ni pa zadnji. In v tem smislu je to tudi o izvoru enega pojava, ampak katera vidi na to. Sprav, ja, nič ne sme ostati nepopisano v tem njegovem registru in tudi tak pojav, ki je jasno, še posebno pripovedni izziv, tudi tak pojav ne sme izostati. Sprav, pač hermafrodit je in zato je treba razložiti, odkot prihaja. Lovor je, in zato treba razložiti, odkot prihaja. In tukaj kakšno vrednotenje niti ni nujno potrebno, ampak kako pa je, to meni vidi gledal na tak pojav. Pa recimo en sodoben primer, in to je edina zgodba o ljubezni do istega spola v antiki, Ifis
v 9. knjigi, ki je rojena kot dekle, pa vzgojena kot fant in se potem zaljubi v neko Janto. Ampak ta ljubezen je neuresničljiva in do nje ne more priti, ker je, in tu vidi seveda, ta konvencionalni pogled pristaja, ker je nenaravna. In potem Afrodita vzpostavi naravno stanje s tem, da to dekle, ki hoče biti fant, ki bo vzgojeno kot fant, dejansko spremni v fanta. Šele potem se lahko zgodi ta zveza. Jasno, da vidi ne odstopa od predsodka zoper tak pojav. Ampak kaj so viri njegovega zanimanja? Zanima ga vse, to je jasno. Kako gleda recimo, da dobimo sploh kakšno slutnjo tukaj noter, kako on tak pojav vrednoti ali ga sploh, kakorkoli. Odvraten ni hermafrodit. Tisti svoji vlogi, sem prej omenil, kot monstrum, je v očeh običajnega Rimljana bil. Imamo v Fellinijevem Satirikumu, ki sicer zvesto sledi predlogi, Petronijevemu romanu, imamo enega od vložkov, ki so popolnoma dodani, ki jih ni v predlogi. To je ravno tisti hermafrodit, ki se tam pojavi kot eno strašno čudo, tako odvratno. Po drugi strani tista skulptura krasna, ki pa igra na to estetsko atraktivnost, čisto v telesnem smislu, takega bitja. Ja, tukaj je zanimivo, seveda lahko govorimo o odnosu v antiki do takega pojava, ta odnos je bil izrazito negativen, baje so take ljudi in v Atenah metali v morje in v starem Rimu v Tibero. To se pravi izrazito negativen odnos, ampak zdi se mi, da Ovidi tukaj se ne opredeljuje. On celo združi, poveže spoji v eno telo lepotico in lepotica. To je torej z estetskega vidika nekaj zelo lepega. In zdaj, če malo prehitevam in če jaz ugibam o odgovoru na tisto tvoje vprašanje, ali je konec srečen ali ne. Glede na to, da je fant nimfo zavrnil, se mi zdi z njegovega vidika nesrečen. Z vidika Salmakide pa srečen. To je ta dvojnost. In še nekaj, ta čudežni studijalec je potem nekaj pridobitil. Ja. Na ta način bi lahko prišli na svet vedno novi. Ja. Če smem, bi prebrala še en odlomek iz Diodorja Sicilskega, ki navaja nekakšno definicijo hermafrodita. Nekateri pravijo, da je ta hermafrodit božanstvo, ki se le tu in tam pojavi med ljudmi in je bil rojen v telesu, ki je hkrati moško in žensko. Da je bilo njegovo telo lepo in prefinjeno kot žensko, obenem pa možato in krepko kot moško. Drugi pa pravijo, da so taka dvospolna bitja pošastni stvori, ki se le redko pojavijo na svetu. Takrat imajo sposobnost napovedovanja prihodnosti, včasih zle in včasih srečne. Sigurno je seveda Ovidi tudi poznal Platonov simpozijum, ki je tudi neka etiologija, seveda, ki razlaga izvor ljubezni do istega spola in do drugega spola, ampak izvor tega išče ravno v neke vrste hermafroditih, nekih bitjih, ki so bila oboje, pa so bila potem razcepljena na eno ali drugo. Zdaj, če mogoče
preideva k drugi zgodbi, ker bi na koncu se rada še malo pogovorila o prevajanju. Druga zgodba je tale o Arachni, ja, ne, ki je, če se učeno izrazimo, metaliterarna, ki je zgodba o umetniku, umetnici. In v tem smislu sigurno prapodoba tudi pesnika, nedvomno, ampak pesnika, ki mogoče tukaj ne da bi se tega zavedal, gledal svojo prihodnost, ki ga bo nekoč zadela neka skoraj tako okrutna kazen, kot je tale spremenitev v pajkovko. Jaz sem imel to krasno priložnost biti v Tomih in videti tisto čudovito pokrajino tudi, ampak vam zagotavljam, da so tisti čudoviti kraji Bogu za hrbtom in da je bila kazen učinkovita. No, tukaj dejansko, in zdaj pa še ena stvar, Quintilian res ni razumel Ovidija, ko pravi, da je lasciven, da je frivolen tudi v metamorfozah. V metamorfozah, zlasti v tistem srednjem delu, pa v tem nekaj zdaj pride, potem od 7. knjige naprej, ki jo strpno pričakujem, tam pokaže, že tukaj, ampak tam pa sploh potem pa v tebanskem ciklu zelo mračne plat. Ni samo zaresnen, ampak zna biti tudi mračen. To se pravi tragedije. Ovidni ni taka konstanta, kot marsikdo misli. In zato je tisti predsodek, ki sem ga omenil bolj za šalo, popolnoma odveč v tem smislu. Zdaj ta zgodba, ampak zdaj bom pa spet to vprašanje pustil za konec, pa bomo najprej prebrali. A je to zdaj podoba pesnika v nekem smislu, ker Quintilian, ki ga kar naprej omenjam, pravi tam tudi med vsemi očitki, ki jih natrosi, da je Ovidij nimium amator ingenii sui, da je prezaljubljen v svoj talent. Pa si Ovidij to priznava. On je tudi na to ponosen. Verjetno najbolj ekstrovertirano, samovšečen antični pesnik. Tisto, kar je Cicero kot prozaist, je Ovidij kot pesnik in v tem smislu prav zgled te drže, ki je značilna za visoko renesanso. V tej drži je mogoče prepoznati v bistvu Ovidija. Te popolnoma zaljubljenosti vase brez inhibicij. Ta talent je res brezkončen, ta talent je res, metamorfoze so preslikava tega talenta brez zavora. Mislim, imam to, čeprav po eni strani seveda mnoge zgodbe govorijo o tej neizmerni moči umetnosti, poznalijo, je že tak, ko ljubezen dobesedno oživlja neživo tvar. Tukaj imamo pa kazovanje umetnice, ki je šla čez svojo človeško mejo in mero in so bogovi, kot imajo to bogovi navado početi, sploh v grškem svetu, iz čiste zavisti kaznovanje. Ena pa druga. Iz čiste zavisti, ker pač ne trpi konkurence na svojem področju. To se pravi, Ovidij se še kako zavedal te meje in teh tveganj in da lahko pride nekoč padec. In po neki čudni ironiji usode se je njemu ravno to zgodilo. Pa še ena taka zgodba je, da ne nikar. To govori o pesniku in padcu. In naključje, da to zgodbo potem Ovidij ponovi v drugi knjigi Umetnosti ljubezni. Ker je to tudi metafora neuspeha, ki nujno pride, če hočeš
tako iracionalno stvar, kot je ljubezen, ukalupiti v učbeniško znanje. Se pravi, to je pač, če kaj na svetu, ne, se ljubezen izmika učbeniškemu nadzoru. Tako da tukaj pokaže zelo jasno, da ve, ne, kakšna so ta tveganja. In Arachna govori o tem, čeprav to seveda šablone. Grški bogovi so neizmerno zavistni in ljubosumni. In vsakogar, ki se jim skuša približati, ne, uniči. Zdaj pa kaj je kum? Torej, gre za preprosto mlado žensko, ki pa je bila čudovita umetnica v tkanju. In v tej metamorfozi Ovidij opiše, kako se je pomerila z boginjo Minervo. Naj je Arachna le zvijala v klobčiče volno, še grobo, ali pa s prsti gladila predivo, mehko ga v oblačke sproti rahljala, nato pa ga z dolgim potegom ravnala, naj je z izurjenim palcem lahkotno vrtela vreteno ali pa ziglo je vezla, nesporno učenka Minerve. Vendar to sama zanika, še žali jo vzornica takšna. Naj se pomeri z menoj, če zgubim, pa z ugovori neham. Palada starko zdajhlini, lase si pobeli na sencih, zdi se opešanih udov, oprta na palico hodi. Tole je rekla Arachni. Ni treba vsega, kar predlaga zrelejša starost, zavreči. Izkušnja poraja se z leti. Kar ti svetujem, nikar ne prezri. Poteguj se za sloves mojstrice v tkanju volnenih blagov, med smrtniki rajši. Vdaj se boginji in prosi predrznica z glasom ponižnim, naj oprostiti žalitev. Če prosiš, bo milostna s tabo. Mrko motrijo Arachna in niti spusti sredi tkanja, komaj še roko kroti in z obrazom, ki spačen je v jezi, paladi v starko zakrinkani, tole zabrusi odgovor. Trapa prismuknjena, pozna starost ti je omračila, tudi predolgo življenje človeku na škodi. Te blodnje snaha naj tvoja posluša, pokliči še hčer, če imaš jo. Zase dovolj sem razsodna, ne misli, da kaj si dosegla z žuganjem svojim, še vedno o tem sem enakega mnenja. Sama lahko bi prišla, le zakaj se izmika tej tekmi? Tu je, boginja je vzkliknila, starčevsko krinko odvrgla, vsem se razkrila kot palada. Nimfe in žene, migdonske, brž počastijo božanstvo. Strah le mladenke ni zgrabil, vendar zardela je, prav nehote za hip je rdečica, lica zalila, pa spet izpuhtela. Tako kot nebesje v barvi škrlatni vzžari, čim jutranja zora napoči. Kmalu zatem pa zbledi, ko ga sonce ob vzhodu obsije. Vztraja Arachna pri svojem. Naprej v slavohlepju brezumnem, v lastno pogubo drvi, saj Minerva je več ne ustavlja, niti svarije ne več, s tekmovanjem pa sploh ne odlaša. En odlomek krajši bom spustila. Prejo kitirski škrlat jo obarval je v bronastih loncih, tam zdaj prepletata z nežnimi toni zastrtih odtenkov. Kakor na nebu prostranem velikokrat v zbočenem loku Mavrica vznikne, ko v dež so proniknili sončevi žarki. Tudi če v blagu je v tkanih na tisoče barv raznovrstnih, ena preliva se v drugo, prehodov oko ne zaznava. Barva, do spoja enaka, je vendar ob robu drugačna. Tam tudi voljno zlato delujeta v niti med tkanje, stara povest pa dobiva podobo, ki tke se na statvah.
Najprej svojo umetnino izveze oziroma natke Palada. Gre za, kako bi rekla, torej predstavi samo sebe, se upodobi v vsem blišču, s čelado, z egido, s kopjem in potem, ko to svojo in seveda gre za motiv, ko se mesto Atene po Ateni poimenuje, medtem ko Neptun potegne kratko. No, nadaljevala bi z in potem to tkanino, to se mi zdi še pomembno poudariti, nekako dodatno začini še s tem, da v vsak vogal te tkanine vtke v opozorilo Arachni nek motiv, kako so lahko bogovi maščevalni, da bi jo prestrašila in ob koncu pa vso to tkanino še obrobi z oljčnimi vejicami, torej simboli miru. Tukaj pravijo vidi, vejice oljčne, simboli miru, obrobljajo tkanje. S svojim drevesom Minerva tako dokonča umetnino. To je pa seveda še poseben paradoks, ne? Najprej natke tiste maščevalne motive, ki naj bi Arachni vzbudili strah, potem pa se nekako spreneveda in vso to tkanino obrobi simboli miru. Zdaj pa, kaj je natkala Arachna? Zdaj pa Arachna natke izigrano Evropo, zavedel bik jo je lažni. Kot prava sta bik in morje, bi si mislil. Zrla Evropa je v kopno oddaljeno, glasno klicala svoje družice, boječ se dotika valov pluskajočih. Plašno noge je umikala izven dosega vodovja. Tudi Asterijo stkala je v primežu orla med bojem, stkala je ledo, na hrbtu leže pod labodjimi krili. K temu dodala je Jupitra. V satirski krinki oplodil z dvojčkom abok je Antiopo, lepo Niktejevo hčerko. Bil je Amfitrion, tak je osvojil še tebe, Alkmena. V zlati opravi ukanil je Danao, z ognjem Aigino. Cerer je hčerko kot lisast kačon, Mnemozino kot črednik. Tebe je tudi natkala Neptun, kot srditega bika, tak si osvajal Ajolovo hčer. Spremenjeno je Nipeja dvojčka zaplodil, kot oven Bizaltovo hčer si zapeljal. Strast občutila je s tabo kot žrebcem, celo zlatolasa mati premila vseh žetev. S krilatcem natoka čelasa mati krilatega konja. Postal si delfin za Melanto. Zvesto podobo je dala prav vsem od naštetih in krajem. Tam je še Fojb, ki prikazanje v kmečki opravi in zraven v skopčevo perje odet, drugje pa še v levovo kožo. Spet kot pastir je zapeljal na to Makarajevo Iso. Liber Erigono tam je z grozdjem vrljivim zavedel. Hirona z dvojnim telesom, Saturn kot konj je zaplodil. Svojo tkanino nazadnje obrobi še z drobnim obšivom, kjer se pršljan, ki se vije na viticah, s cvetjem prepleta. Bršljan pa simbolizira moč, prevlado in večno življenje. Prav ničesar se ni bala Arachna. Očrnila je bogove in predstavila vse te primere posilstev in tako rekoč kriminalnih dejanj, ki so jih bogovi počeli. Te umetnine ni niti Minerva očrniti mogla, niti zavist. Plavolasko možato, namreč Minervo, uspeh je razjaril
Strgala v cape je pisano tkanje z lučmi nebesja. Še je držala čolnič iz lesa zelenike skitora, 3-krat je z njim ali 4-krat čelo preklala Arachni. Reva te muke prenesla ni več in je grlo pogumno v zanko vtaknila. V sočutju Minerva obešenko reši s temi besedami. Živi sicer, toda visi hudoba. Ista obsodba velja naj, da ne bi gojila si upal tudi za rod tvoj prihodnji in pozno potomstvo na veke. Že ob odhodu zatem oškropila Arachno je s sokom čarne zemlji. In ko Hekatin strup se ji las je dotaknil, v hipu so vsi ji izpadli, obenem še nos ter ušesa. Glavo neznatno dobi in telo se popolnoma skrči. Mršavi prsti, prirasli na boke, zamenjajo noge, trebuh zavzema ostalo. A ona iz njega še zmeraj prede si nit in mreže sitke, kakor nekdaj pajkulja. Ja, tukaj se najbrž ne bomo spraševali, ali je kakšen happy end na koncu. Čeprav, sicer pa ne bi imeli tajka, ki zvečer celo srečo prinaša. Tako da, v tem smislu, se ta zgodba nujno morala zgoditi. Zdaj pa, je to, seveda so to metamorfoze v malem, to, kar podobi Arachne. In tudi podoba bogov v Ovidijevih metamorfozah sicer ni ravno laskava. Vsi so včasih prijazni, ampak v glavnem ne. V glavnem ne in točno taki so, pokotni, nasilniški, še posebej že tako na začetku Jupiter in Apollon. In Jupiter je seveda olimpska ustreznica zemeljskega vladarja in Ovidij na koncu v zadnjih verzih pravi, da ne bo njegovega dela uničila niti Jupiterova jeza. In to večina razume seveda kot namik na Avgusta, kot provokacijo, drobno sicer, ampak glede na to, kakšna je podoba Jupitra, v tistih prvih zgodbah, kaj pa vem, Io in tako naprej, to vendarle učinkuje kot en napad. Zdaj pa nekateri, ko se ugiba, kaj je bilo krivo za Ovidijevo izgnanstvo, če je bila kriva literatura, on trdi, da je bila. Ne moremo sicer na besedo verjeti, ampak on trdi, da Tristija, da so bile knjige tudi krive in ni izključeno, da v tem primeru metamorfoze igrajo neko drugo. Jasno, da Ars Amatorija bolj. Metamorfoze Avguste niso mogli do take mere razburiti, v tej podobi bogov, ampak morda vendarle je tukaj le izzival, ko pravi, da Jupiterova jeza njegovega dela ne bo mogla pokončati. Nik Jovis ira, nik ignis. Kaj se o tem mislimo? Meni se zdi, da je Ovidij v metamorfozah dejansko šel predaleč. Namreč treba je vedeti, da je v tistem času Avgust ne samo skušal izvesti svojo moralno reformo. Sprejeta je bila vrsta zakonov, ki so skušali stare vrednote povrniti v nekoliko razpuščeni Rim, ampak Ovidij se za to ne meni. Vergilij recimo se je v Eneidi potrudil ustvariti nekakšen pedigre
cesarjev, to se pravi dokazati njegov božanski izvor. In kaj naredi Ovidij? On se na to požvižga. Tako da nedvomno to norčevanje iz bogov, to poudarjanje njihovih hib, njihovega nedopustnega obnašanja ni bilo veselja Avgustu. On je v bistvu sicer na sebi lasten način, malo prikrito, včasih pa seveda popolnoma odkrito, se je norčeval iz Avgustovih naporov in njegove moralne reforme. Še posebej, ker Metamorfoze so zadnje delo, ki ga je Ovidij dokončal pred izgnanstvom. Fasti so ostali nedokončani na Sloveniji. Tukaj imamo prevajalko Fasto Grošo, ki je bilo 6 knjig prihranjenih, njihovih nikoli napisal. Je bila ena drobna provokacija že v prvi knjigi Metamorfoz, ko v zgodbi o Likaonu pravi, to je znano, ko opisuje bivališče bogov na Olimpu, pravi takole: Tot nebeščani ubirajo pot v kraljevsko palačo, kjer je gromovnikov dom. Na levi in desni so v dvorcih širom odprta predverja čaščenju bogov plemenitih. Nižja božanstva živijo drugje. Domove zgradili svojim penatom so tu nebeščani mogočni in slavni. Tu na tem mestu leži, če naj se predrzno izrazim, ne da okleval bi kaj, palatin nebesnih višarij. To je ena zelo subtilna predrznost, ko pravi, če bi si upal in če bi bil predrzen, bi pa rekel, da je Olimp nebeški palatin. Tam, kjer je seveda Avgustova rezidenca na Palatinu, na polno središče. In v tem smislu središče, novo središče države, ki konkurira Kapitolu, republikanskemu Palatinu nebesnih višarij. In to je predrazno, ker s tem znižuje vrednost Avgustove palače. Ja. Zdaj pa še nekaj z našega vrtnega področja. Kot se urari radi pogovarjajo o zobatih kolesih, se prevajalci radi pogovarjamo o cezurah, dierezah, stopicah. Tako da bova še malo o tem, kaj je rekla, ampak ne tako strogo tehnično, ker razen nas, ki smo v takem poklicu, to najbrž nikogar ne zanima preveč. In imate seveda kot bralci pravico biti seveda konzumenti in uživati v teh krasotah. Mislim, imam prav. Ampak zadaj je pa veliko tiste zamudne pile, od kateri je treba pa tukaj povedati, ker bi bilo krivično, če ne bi. Najprej to. Heksameter pa električni distih, ki je tak izpeljan iz heksametra, sta pravzaprav edini antični verzni obliki, ki jo skušamo posnemati. Drugih ne. Sapfiško, kitico včasih še, včasih za silo, ker je težko. Tukaj heksameter se je pa zelo domačil. In ne glede na to, da pač ta slovenski heksameter je ena huda dezinformacija, pač ker v grščini, latinščini ritem temeljil na kvantiteti, v večini modernih jezikov pa pač na akcentu, ki v antični metriki ni tvorec ritma in od tega popolnoma neodvisen. In to, kar mi počnemo, je huda dezinformacija, ker to pač temelji na tem uveljavljenem šolskem načinu branja antičnih metričnih oblik, ko mi, ki pač nimamo v ušesu kvantitete,
ritem tvorimo z potvarjanjem akcenta, s tem, da akcent postavljamo na neka mesta, kjer seveda akcenta ni. Ampak to počne Zahod, odkar je izgubil občutek za dolžino zlogov. To je dolga šolska tradicija, ki se je prelila potem tudi v prakso prevajanja, dobila neko čisto svojo tradicijo in popolnoma vseeno, po mojem mnenju, da to nima čisto prave zveze z antičnim zvenom, grškim latinskim zvenom heksametra. Popolnoma vseeno. Ker to je zdaj ena slovenska verzna oblika postala. Na podlagi toliko in toliko vplivnih prevodov, ki jih je veliko ljudi bralo. Tako da je v tem smislu udomačen ta heksameter, ampak ta oblika v tej obliki z močnimi akcenti ima pa tudi določene, ima pa seveda tudi določene hibe, sprav hitre osnovne varnosti, da bo zvenelo mehansko, da bo drdralo, da bo v bistvu to v najboljšem primeru, če govorim kakšni lepi obliki mehanskega ritma, zvenelo kot valček. Temu se je zelo težko izogniti. In kaj se sploh da zoper to? Ker če se pa ne držimo teh mest akcenta, potem pa pač ritma heksametra, kot ga mi razumemo, ni. Pa je smiselno to početi, jaz mislim, da je, ker v dramatiki nam ne pride na kraj pameti, kdaj že je v preteklosti, ampak davno, Nemci so včasih to počeli, ampak v glavnem nam ne pride na pamet, da bi posnemali jamski trimeter ali pa kakšno tako obliko. Jamski trimeter, ki se potem končuje z naglašenim zlogom, to je čisto nemogoče. V slovenščini pač prevajamo v Blanka Erzutku kot Shakespearea pa nemško klasiko. In nam ne pride na misel. Tukaj se nam zdi pa samoumevno, da bomo tvorili tole. Še posebej, ker ta oblika, uveljavljena oblika heksametra, ki jo smo praktično vsi nekako vzeli za svojo, ima poleg daktilov tudi spondeje, dva dolga zloga, in vsaj mi, ki znamo te originalne jezike, živimo v neki blaženi utvari, da na ta način, da smo sposobni v slovenščini tvoriti prave spondeje z dvema dolžinama. Dolžina ne igra, dolžina zloga ali pa samoglasnika ne igra v slovenščini. Praktično nobene take vloge. Sploh ne take kot v klasičnih jezikih. In Stritar potem zapove prevajalcem, pesnikom, bolj pesnikom, v vam primeru, ki je tudi sam pisal v tej obliki Dunajske elegije, recimo, da je treba ponarejati spondeje. In to tako, da se na tistem mestu za prvim dolgim zlogom mora beseda končati z mrtvim naglasom. In potem nastaja neka pavza, tako uči ta šolski nauk, ki ustvari občutek dolžine, kar je pa, kot rečeno, blažena utvara nas, ki imamo v glavi vgrajeno metrično shemo, medtem ko laični bralec potem ne ve popolnoma nič, da se kaj podaljša. Ker se tudi ni, v resnici, čisto zares. Tako da ta stvar, tukaj hočem pokazati, da to vendarle iz nekih šolskih praks in ritualov izvira. In vendar se je prijel ta vers in deluje, tudi v nemščini deluje naravno, in tudi v slovenščini deluje naravno. In je po mojem smiselno se tega kar najbrž drža, ali kaj. Ali je še kakšna alternativa, da si drznil eno Catulovo dolgo pesem prevesti v prozi. Ker se mi je zdelo, da to ne sme biti tabu. In se mi zdi, da se čisto dobro bere tisti, ne moram sam presojati. Meni je še kar všeč. Ja, jaz tukaj nekako v slovenščini pri
svojemu najljubšemu jeziku, moram poudariti, čeprav imam rada predvsem latinščino, pa tudi druge jezike, ampak moj najljubši jezik je slovenščina. In mislim, da je slovenščina jezik, ki ima prednost pred večino drugih živih jezikov, ker ponuja en veličasten manevrski prostor. Medtem ko so prevajalci drugih jezikov večinoma obsojeni na določene omejitve. Če vzamemo francoščino, akcent je vedno na zadnjem zlogu. Kako naj potem Francozi pesnijo v heksametrih? Sej, seveda, tudi so poskušali, ampak ni to preveč posrečeno. Medtem, če pogledamo slovenščino, to je en tak čudovit morfološko-gibčni jezik. Z enim besednim zakladom, tudi včasih lahko nekoliko arhaičnim, s katerim si včasih lahko pomagamo, da rešimo kakšno metrično zagato. Potem pa naš premični naglas. Določene besede imajo premični naglas, to se pravi, ne gre za to, da bi jaz tega res, razen če sem mogoče se kdaj kje zmotila, ampak nikoli ne postavljam akcenta v besedi tja, kjer ga ni, ker ni dovoljen. Je pa akcent lahko gibčen v določenih primerih, ne kadarkoli seveda, in ne pri vseh besedah. Tako da mislim, da ima tukaj slovenščina veličasten potencial za pesnenje oziroma prepesnjevanje v heksametru, ki je sicer nekoliko razrahlan in, kot je rekel Marko, malo potvorjen, ker pač upoštevamo akcent, ampak vendarle imamo ga in se lahko z njim ponašamo. Slovenščina to zmore. Je pa res, da sem tudi jaz, ko sem se resno lotila prevajanja pred leti, razmišljala, kako bi bilo zanimivo imeti eno tako trodimenzionalno knjigo, da bi bil torej seveda izvirnik in potem zraven prevod v antičnem verzu, torej heksametru, in potem pa še prozni prevod. Ampak ne prozaični, ne? Ne, to pa ne. In predstavljam si, da bi bilo to zanimivo. Zdaj vem, da nekateri kolegi iz nekaterih drugih strok sploh ne želi, recimo, vem, da nekateri filozofi niso navdušeni nad prevajanjem v heksametru in so bolj naklonjeni proznim prevodom. Saj je res, da lahko včasih en površen prevod prezre delček vsebine, ampak prevod pač ne sme biti površen. Ne v verzu, ne v prozi. Tako da jaz sem se s heksametrom sprijaznila, včasih mogoče tu in tam seveda imamo občutek, da gre za kakšno okornost, ne gre vedno enako gladko, ampak trudim se, da prevedem res vse, da ničesar ne izpuščam in da beseda nikoli ni naglašena tako, da bi slovenskemu ušesu zvenela tuje in močno teče. Ja. Zdaj, še ena odlika slovenščine se pokaže pri tej ekonomiki prevajanja verzov, ko se izkaže, da, če se malo potrudimo, se lahko držimo števila verzov, ki ga ima izvirnik. Da se nič usodno ne zgubi na ta način. Ne glede na to, da slovenščina recimo nima
nesestavljenega preteklega in prihodnega časa, ne glede na to, še vedno očitno lahko z drugimi odlikami tega jezika kompenziramo. Tako da to ni taka težava, ne? Sprav, vse je toliko zgoščena je kot latinščina. Zgleda. Redko se zgodi, da človek naleti na vers s tako vsebino, da se potem, na primer, z njim boriš tudi mesec ali več. Se zgodi. Ampak vsakokrat, ko naletim na kakšen tak, ne bom rekla oreh, jaz s takim verzom rečem mandl. Če je kdo kdaj trl mandle, potem ve, da je to veliko težje. No in ko naletim na kakšen tak mandl in začnem malo obupavati, si rečem, če si doslej prevedla vse to, kar si prevedla, boš pa ja še tudi ta mandl strla. In to me potem nekako žene naprej, da ne vržem puške v koruzo, da zlorabim izraz. Ja. V začetku sem rekel, ne, da je treba imeti ravno v takem jeziku, takem obskurnem jeziku, mogoče več prevodov takega klasika, kot je Ovidij. In seveda ne, da je vredno tega truda. Hočem reči, jezik, ki ni vsaj dvakrat poskusil govoriti v Ovidijevem jeziku, v jeziku drugih grško-rimskih klasikov, mora biti precej beraški. Namreč bi se s tem najbolj strinjal ravno Prešeren, ki je skušal tako ex nihilo ustvariti govorico, ki je ni bilo, govorico visoke literature, ustvariti v jeziku, ki tega nima, iz nič. To je en genialen eksperiment, ker jaz sem trdno prepričan, da je slovensko literaturo, da so slovensko literaturo posvetovljanili šele prevodi klasikov. Sprav, kdaj postane slovenska literatura svetovna, kdaj postane vse daleč podobna drugim velikim literaturam, v mojem po tistem, ko začnejo izhajati množično prevodi klasikov v začetku 19. stoletja, še posebej pa po prvi svetovni vojni, ko pride tudi slovenska tiskarna, ko pride do sistematičnega prevajanja, Vladimir Levstik kot pionir, ampak prevajalec, ki se ga še danes krasno bere. Jaz mislim, da takrat, če pogledamo, se začne izvirna literatura razvijati v eno tako smer. Tega sem premalo zavedal, ta kulturna politika, ki ima tako zelo malomaren odnos, v materialnem smislu, do tega početja in do tega poklica. Ni zelo jasne zavesti o tem, ampak upam trditi, da so prevodi naredili slovenske literature to, kar zdaj je. Bolj kot ona sama. To je tista stara Kopitarjeva mantra, da mora zrasti sama iz sebe, iz svojih lastnih korenin in iz rodne grude. Ja, nikoli ne bi. Nikoli ne bi čisto res. Kaj misliš ti o tem? No, saj vem, da se s tem sigurno strinjaš, ne? Ker bi bilo skoraj nenavadno, če se ne bi glede na to. Kaj imamo po tvoje zaslugi? No, jaz imam v mislih
tudi vse tiste krasne prevode klasikov, ki so mogoče zelo mečkano že zastareli, ampak so bili vendarle vrhunski. Mislim, da tam ven je tudi rasel jezik, takrat so ljudje tudi veliko več brali in na ta način ne samo širili svoje obzorje, ampak tudi bogatili svoje besedišče. Zdaj je vidno pri mlajših ljudeh je besedišče osiromašeno. Je, ne vem, kaj je za to krivo, ali so računalniki, ali ljudje berejo bistveno manj. Vsaj večina, ne bom tega posploševala. In to se seveda mora nekje poznati. Ja, ampak da ne bi tako pesimistično končali. Jasno, niso več tisti časi, ki so bili. Takrat, ko so išli prvi prevodi, so bili prevodi Homerja, Iliade, Odiseje, ko pravijo, smo ga doživeti, ampak pravijo, da je bila dolga vrsta in pred magistratom, ko so to prodali. To je danes nepredstavljivo. Teoretično bi lahko bile te stvari dostopne vsem. In ko bo enkrat v elektronski obliki, bo dostopne vsem. Lažje dostopne, mogoče. Mogoče, če imaš kakšno sklepno misel ali pa mogoče kaj takega, kar smo pozabili povedati, da bi bilo nujno treba. Pa mogoče potem še občinstvu dovoljno, da bi kar predlagala, da mogoče naj občinstvo opozori, če so kaj pozabila. Če bi kdo želel kaj vprašati, izvolite. Ni to ponovati, ker imamo te demokratične akademske navade in želimo diskusijo. Ampak študenti so pa vedno plašni, se niso v resnici. Jaz bi se samo vprašala, najprej bi omenila čisto kot neko zanimivost, da vam jaz doma te metamorfoze v enem angleškem prevodu, kjer je šel pa prevajalec dejansko na blank vers. Kar mora biti kar težko, ker je pač, da za tega spet moral prilagoditi, se moral pač povečati število teh verzov, ker je pač seveda blank vers znatno krajši od didakcijskega heksametra in deluje pa v bistvu ful dobro. Res deluje blazno posrečeno, tako zelo kongenialen je ta blank vers angleščine in tole je taka pripoved, to izpada res fajn. Si pa predstavljam, da je moralo biti to težko zaradi tega, ker si moral po svoje najbrž malo kar v redu, če si tako zamejen strogo s temi verzi, zaradi tega originalnimi, ker potem pač imaš en okvir, v katerem lahko delaš. On je pa pač ta prevajalec, pa se potem dejansko moral po lastni presoji delati to število verzov, ampak to se mi zdi zanimivo. Potem pa sem še hotela nekaj vprašati, Barbaro, a se morda imela zdaj ta problem, da je dejansko prišlo v slovenščini manj teksta kot v latinščini. Namreč potem, ko že pokuraš vse tiste okrasne predelke, pa to, ki so v originalu, da ti enostavno pač, da ti zmanjka materijala na pol verze, tako, in da moraš potem pravzaprav tako čim bolj diskretno porediti z raznim nepotrebnim pravzaprav. Ja, se mi to zgodi, ampak zelo redko. Zelo redko. Zakaj? Ker je Ovidij tako gostobeseden, da je največkrat problem ravno obraten. To se pravi,
Ne vem, kako bi še bolj zgostila slovenski prevod, da bi lahko sledila vsem torej, zakonitostim metrične sheme in pa hkrati tudi, da ostane isto število vrstic, ker to se mi zdi ključno. Namreč, ko človek išče kakšen pasus, kakšno mesto, morda samo kakšno ime, ne, če se prevod ne drži izvirnika pri številčenju verzov, potem je težje najti tisto, kar iščeš. Uporabno. Ampak no, ta disciplina je sama po sebi, vsaj po moji izkušnji je tako, ta prisila spodbuja k kreposti. Askeza je vedno vir, pravzaprav. Ja. Tako, zdaj, mašila, sej slavi prevodi imajo, so znani potem, da imajo mašila, ampak to ponovadi ni zato, ker je ostaja veliko prostora, ker se nekaj trudil. To je samo zato. Itak pa skrivni recept uči, da mora biti mašilo neopazno. Ja. Tako da sem prepričan, da ga tukaj ne bomo našli, tudi če je. Še kaj še? Ja, jaz sem eno vprašanje, mogoče malo nenavadno. Koliko reprezentativen je pa Ovidijev pogled pa doživljanje narave za njegov čas? To je izjemno zanimivo vprašanje, ker Ovidij je zelo nereprezentativen ravno zaradi svojega zanimanja za naravo. V antični literaturi je tega nenavadno malo. Sploh v arhaični, klasični grški književnosti, tako rekoč, ni to sploh obvezna sestavina. Mi pričakujemo od vsega romana, da bo imel takega standardnega, klasičnega romana, da bo imel tudi kakšne opise flore. V helenizmu potem dobi to neko vlogo, ampak dejansko tudi v rimski literaturi opis narave kot tak, mogoče ravno v Ovidijevih metamorfozah še najbolj. Tako da se strinjam, in to je zelo zanimivo opažanje, ker Ovidij se tudi tega dobro zaveda. Eno znano mesto je, ne vem točno, kje v metamorfozah to je, če se Barbara spomnila, ko opisuje, se pravi tudi to nasprotje, ki je za renesanso in za poznejše čase zelo važno, ars natura, umetnost narave, tudi to v antiki ne igra kakšne take vloge, ampak pri Ovidiju pa. Eno znano mesto je, ko opisuje neko krasno votlino naravno, obok, skalni obok, ki je nastal na naraven način in pravi, poglej, kako boš pa rekel, kako genialno je narava posnemala umetnost. Kako genialno narava posnemala umetnost. Se pravi, kaj ko reči, umetnost je več kot narava. Ampak istočasno, najvišja umetnost je pa tista umetnost, ki se skriva za lastno umetnostjo, kot pravi izrecno pri Pigmalionu, ars latet ipsa sua, namreč arte. Umetnost se skriva v svoji lastni umetnosti, ker najvišja umetnost je to, čemu se reče v rimski retoriki, dissimulacio artis. Tajenje umetnosti, prikrivanje umetnosti, z drugimi besedami, umeten vtis naravne spontanosti. In to o tem Ovidij razmišlja, o tem govori, tukaj, v metamorfozah, da je to. Sprav odnos umetnost narava, ampak tudi narava sama po sebi. Tukaj so res taki spektakularni opisi. Ja, če smem samo, prosite, še tole dodati, teh opisov narave je v metamorfozah res veliko in tako plastični, so tako živi, tako, kako bi rekla, ko se včasih sprehajam kje ob Soči, tam, pa grem mimo kakšnega tolmuna, pa kar
kar pomislim, sej mogoče bi pa Ovidij tukaj kaj tole opisal, ne? Recimo mlinac ali pa kakšna taka votlina z jezercem in tako naprej. Samo še čakaš, da bo kakšna nimfa popukala ven in si ožela zelene lase, ne? Torej, zelo nadzorno predstavlja naravo. Tisto, kar pa me pri Ovidiju še posebej pritegne, pa je njegov odnos do vode. Jaz sem si tukaj še eno tako mesto zaznamovala. Gre za metamorfozo likijskih kmetov v žabe, to je taka znana metamorfoza, ampak tukaj, ko Latoni ti kmetje ne dovolijo, da bi pila iz nekega ribnika, ona pa z 2 dojenčkoma v naročju in pravi, kaj mi odrekate vodo, do nje ima vsakdo pravico. Sonca narava ustvarila ni kot zasebno lastnino, niti ne zraka, ne bistrih voda. To so javne dobrine. Ne? Popolnoma aktualne. In pravzaprav ne poetično. Že malo politično. Ja, no, to, da nimfa pogleda iz Tolmuna, to se dogaja v resnici. Ja. A nismo brali te knjige? Se pa nismo brali. Ja, torej nekaj čestitke za prevod in tudi branje. Dve vprašanje. Eno bi se najprej bi to, zanima me, kako so v Rimu prezentirali pesniki ta svoja dela, namreč izhajamo iz tega, da v antiki rapsodiji predstavljajo speve, potem vemo, da je tragedija spet neka tudi plesno-glasbena prireditev in obstajajo celo teorije, da je bila tudi nekoliko liturgična obredna in da je celo verski obred krščanski, to je ena teorija, je najbolj poznana, deloma posnetek nekaterih elementov tragedije. In sem pa bral nedavno, da so celo Tukididove pasuse brali, recimo melijski dialog, recitirali na nekih prireditvah, recimo to na olimpijskih ali drugih golih. In za Herodota se tudi ve, da je bral v Olimpiji svojo zgodovino, ko je bilo mnogo ljudi in je recitiral. Zanima me, kako je bilo pa v Rimu, recimo prav v Ovidijevem času, recimo s to knjigo, so to ti aristokratski krogi to brali, a se to kaj da rekonstruirati, bi rekel, to me zanima čisto kulturno. Ja, ne, to se ve, ne. V resnici že pod Cezarjem Zini Polijo ustanoviti prvo javno knjižnico in uveljavi ta običaj recitacij. Recitatijo, to je pač pojem, to je tako pač inštitucija, to se dogaja in to je javno. A to je bilo v knjižnicah javno branje? Se pravi, v Ovidijevem času absolutno je to že, pa ni omejeno, recimo dobro, seveda, v kontekstu dvora, ja, so znani te, ko Ovidij bere pred Avgustom in njegovo družino 3 knjige Eneide in potem Cesarica v Medli, ko pride do Marcelove smrti in tako naprej. To je tudi jasno, ampak ni omejeno. V Aleksandriji je bilo bolj omejeno na ekskluzivne kroge teh dvorjanov in učenjakov v muzeju. V Rimu je pa to bolj odprto. Zdaj vprašanje, jasno, da široke množice se ne zanimajo. Če smem še eno drugo vprašanje, za mene je bilo zelo fascinantno tole pogovor med Ateno in tole tkavko. A je bila z Lidije ta tkavka, Arahna? Mislim, da je bila tam nekje, ali pa Skar je tam nekje. Ona je bila iz neke vasi, samo trenutek, da najdem, iz Lidije, ja. Iz neke vasice, ki se imenovala Hipajpe.
Tako, jaz bi najprej svoj vtis povedal. Jaz sem lahko mi prišel na misel, recimo, pogovor z Afrodito. Čist drug ton pogovora, tu pa ta prepirljiv ton, te tkalke za Ateno. In tako da mislim, da sta dobro eruirala to sorodnost Ovidija s kritiko, pravzaprav celo ironizacijo mitologije, ki se najde potem seveda pri Lukijani, v vseh mogočih, ampak bolj lahkotnih barvah. In seveda kulturno pa mislim, da je to treba opomniti, da je to da so to neke metamorfoze dojemanja božanskega v tem času. No, to bi samo kot vtis. Zdaj pa še povedal, kaj sem pričakoval od tega branja. Za mene, jaz nisem latinist, ampak samo grecist, za mene je Ovidij zanimiv kot prav metamorfoze, kot vir za opero. Kar nekaj oper je, ki imajo naslov Piramintisba, pa ne vem, kateri so še, se pravi, Ovidij je kot literatura bil vir za razpoloženja, ki jih opera seveda sama, pravzaprav gradi, ki opera je en sam niz arij, arije so pa pomeni štimunga, da tako rečemo. Tako da je prav ta emocionalna komponenta bila tista najbrž, ki je toliko privabila glasbenike, da so to delali. Če to strinja s tem vtisom. Opera se začne z Ovidijem, ne izhaja sprva sploh ne iz kakšne dramatike, ampak pravzaprav skoraj samo iz Ovidija. To je neko nenavadno dejstvo. Tudi poporte Ovidika, vsi ti motivi. Ne samo opera, tudi sta upodabljajoča umetnost. No, za slikarstvo sploh, ampak opera pa tudi. Pa sploh poznavanje grške mitologije je pretežno preko Ovidija na zahodu. Moram pa reči, da sem imel težavo razumeti tale prevod, ker jaz sem grecisti, ko ste tam omenili kaj ste že omenili tistega Jupiter, Kon, kako že to Zeus, se pravi tista. Seveda moram upoštevati imena, kako jih navaja Ovidij. Rimljani so grški Olimp. Ja, seveda mitologija je dvojezična, ne se pravi. Uzurpirali grški Olimp in večino imen, torej večino božanstev preimenovali. Se ravno v tem, tale Ovidijev Jupiter je zelo grški, ravno v teh svojih negativnih potezah. Nič kaj podoben rimskemu Jupiteru, ki je Diana je Artemida, recimo, to je za mene problem, če prav povedal, ker jaz grško poznam, latinsko pa ne. Dobro. To bi jaz samo imel, hvala za odgovor. Če sem nekaj še tretji stvar dal, tam sem prisluhnil zelo o tem, kar si govoril, Marko, o akcentu pa o starem kvantitativnem sistemu. O tem je SSD, primerjalna književnost ima cel segment, recimo literarne teorije, prav o tem profesor Cvek je imel vrsto predavanj, 2 leti kurs od kvantitativnega in prehod akcentuacijskega. In nehotem, to bi rekel, po mojem vtisu je akcent vendarle prevzema funkcijo dolžine in preprečuje, da se zlogi opuščajo. Recimo, gorenjski dialekt ima akcent zelo poudarjen, ampak nagnah krajšanih besed in tudi k raznim apostrofom, medtem ko recimo, da to rečemo, da vzamem drug južnoslovanski jezik, recimo srbski, tam ni tega opuščanja zlogov. In to se vidi pri pesmi, tam je pesem ne sledi samo ritmu, kot si ti realiziral Valček, ampak dejansko je vse izrečeno. Vedno razumem jaz recimo srbsko pesem besedilo, če pa slovensko pesem povejo, imam pa težavo slediti pomenom, ki je pet.
Tako da, in zato moje mnenje je, da dolžina mirno lahko nadomešča, da je dolžina lahko nadomeščena zakuto. Ker ti ne moreš poudarjeno besedo, če bi meril fonetično, fonološko, enako hitro izreči, kot pa nepoudarjeno. Recimo, da rečeš hermafrodit. Bo tisti hermafrodit poudarjen, gotovo daljši čas rabi za izreko, kot pa nepoudarjen. Ali pa da rečemo Hirošima. Prvi zlog je že včasih pri poročilih, da skoraj preslišimo. Tako da mislim, da akcent je zelo pomembna stvar, ali pa recimo na glas Heraklit. Naši filozofi zdaj pravijo Heraklit. Mi rečemo Heraklitus, i je dolg in mora biti akcent. Vidite, tvoj slovenščina. To mislim, da je to neko dokončno odgovor, mislim, da je to težko dati. Moje mnenje je akut, pa dolžina, da je čisto Heraklitus. Ja, ne mislim, zdaj, če misliš slovenski prevod. Ja, vse neka analogija je med dolžino in akcentom, sam v grškem pa latinskem verzu pa to dvoje nima nobene zveze eno z drugim. Sprav, akcent je tam, kjer je in ne igra skoraj nobene vloge pri ritmu. Besedni, prozni, besedni akcent je tam, kjer je. Sam mislim, da je stvar, kako je bil v grščini izrečen akcent, dolžina je dolžina. Kako je bil pevsko. Zvišen akcent tudi v prozni govorici, tudi v vsakdanji, zvišen ton. Tonalni akcent. Pa kvantiteta je druga stvar. Ampak mi imamo tonalni akcent. Ne. No, vidiš. Do neke mere, ja. No, zdaj, zanimiv eksperiment, v kateri smo objavili Uroš Labric, dirigent, se lotil prevajati iz Goetijeve tolažbe filozofije tiste pesmice, ki ga je tudi zdražilo, ki je Gorazd Kocijančič to v prozi prevajal, kaj je res malo čudno odločitev, zato ker se poanta te knjige je, da je prozimetron, da je mešanica proze in verzov. To je ideja, to je forma. In on je potem to šel prevajati, pa se pa zatrnil, pa rekel, jaz bom pa kvantitativno tudi. Ampak on se pa tudi drugače predstavljal. Ne tako, kot so tam še v pisanicah, pa pred Prešernom, pa tudi sam Prešern, včasih eksperimentalno, ko so se delali, da tudi v modernih jezikih obstaja dolžina, ki jo povzročita dva konzonanta, ki sledita. Kot da to res je, so se delali. Čisto umetno. Pravila, tudi muta, kumlikvida, vse tisti. Tam pa ni dolžina, so čisto popolnoma umetne tvorbe. Še me je potem Prešern prekinil, kar je Čop kritiziral, potem Prešern to prekinil. Uroš Labric ni tega počel. On je pa tako to razlog, mene je kar prepričal, moram reči, da je to treba potem pet in tam, kjer je mišljena dolžina, moraš malo potegniti dolžina. Ampak kako je on to naredil, funkcionira. Ne vem sicer, če kdo razen njega zna to lepo zapet, te njegove prevode. Ampak jih je meni pol zapel in se mi je zdel lepo. Tako da bo zanimiv eksperiment, vredno pogledati. Ob tem se jaz spomnim na nekaj, mi smo se filozofi prepirali glede Heideggera ali Heideggerja. In sem nam rekel, da dva G-ja pomenta kratek E, končni. In Francozi rečejo Heidegger in potem nekateri piše Heideggerja in naenkrat tisti polglasni E, tako rekoč ostane Heideggerja, mislim, R, J, ne moreš ti kratko zavljati. Tako je, ampak to je jezik, gledajte, enko se čist ne vjame. No, dobro, prosim, malo sem pa komentiral. Prvi liberalni pa ne bomo. Mene ne bo noben prisilil, da bom sklanil Shakespearea. Ja, jaz to rečem, Heideggerja. Ne bo prisilil. Ja, saj. Tako. Shakespearea bom rekel pa konec. Tako. Ja, zdrava duša, to je glavno. Ravno če je popolna svoboda, ravno če je to, da se treba dovoljiti pravilno,
In Pravilno so volili. Dobro. no, mislim, da moramo zaključiti. Jaz smo bili dolgi, upam, da nismo bili dolgočasni. Jaz mislim, da ne. Jaz se nisem dolgočasen. Tako da res hvala Barbari za prevode, ker brez prevodov seveda tega dogodka ne bi bilo. In seveda vabljeni, da si umislite drugi del, prvi del, če ga še nimate. In pa seveda tretji del, kako pride. To bom zdaj To morate pohiteti, da boste si zagotovili tretji del. Hvala lepa vsem, da ste prišli.